Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica je pretekli četrtek gostila predavanje z naslovom Cesarica Sisi med mitizacijo in realnostjo, ki ga je izvedla v sodelovanju z zgodovinskim društvom dr. Jožeta Koropca Slovenska Bistrica. Prvo slovensko biografijo znamenite Cesarice, ki je šla pri Cankarjevi založbi, je napisal dr. Gregor Antoličič. Avtor je na predavanju predstavil življenjsko pot avstrijske cesarice in skušal odgovoriti tudi na vprašanje, kakšen odnos je Sisi imela do Slovencev in kako so Slovenci gledali nanjo. 2 leti nazaj smo imeli na knjižnem sejmu v Ljubljani eno okroglo mizo o biografiki na Slovenskem s posebnim poudarkom o biografiki seveda Habsburžanov. Na tej okrogli mizi sem jaz sodeloval, dr. Ahten, pa še nekateri drugi zgodovinari. In naravno, ko smo sedeli tam v enem kotu na knjižnem sejmu, je bil vis-a-vis štand, če tako rečem, Mladinske knjige, kjer je bila na velikem plakatu ta skrajno desna fotografija, to je v bistvu gre za serijo, ampak je po tej seriji bil napisan tudi roman o Sisi. In se mi je malo, bom rekel, razjezilo, da tako ugledna založba, kot je Mladinska knjiga, v mojih očeh prevaja take šuntromane, ki z resnično Sisi nimajo kaj dosti skupnega, razen, bom rekel, imen in nekih osnovnih podatkov. In potem sem naslednjo jutro poklical direktorico Cankarjeve založbe, sem rekel, Alenka, zdaj bi pa se mogoče, ko smo se že kdaj pogovarjali o Sisi, lotil pisanja biografije, ali lahko, ali boste podprli, in je rekla, ja, no in potem sem se lotil intenzivnega raziskovanja obstoječe literature, ki je seveda zelo obsežna v nemško govorečem svetu, seveda in ob posameznih obiskih Dunaja, seveda tudi raziskovanje v dunajskih arhivih, da bi našel mogoče še kar pred mano kdo ni našel. Zdaj, kot veste, seveda glede na veliko zanimanje za Sisi, ne samo na podlagi serij in filmov, ampak tudi knjižne produkcije, je seveda, bi rekel, v nemško govorečem svetu ena hiperprodukcija, po mojem mnenju, knjig. Jaz vsako leto, če grem na Dunaj, si lahko kupim vsaj eno novo knjigo, v kateri ne na kaj dosti novega zvem. Ker bolj ali manj vse moderne knjige posvečene Sisi temeljijo na 2 monumentalnih biografijah o njej, ki sta nastale. Prva v obdobju med obema svetovnima vojnama, ki jo napisal Egon Cesare Conte Corti, ki je seveda ni imel na razpolago še veliko arhivskega gradiva, ker so še bili arhivi zaprti, je pa še živelo kar nekaj ljudi, ki je Sisi osebno poznalo in je pač na tej osnovi gradil svojo knjigo. Dobrih 40 let za njim, konec 70-ih, v začetku 80-ih let, pa druga monumentalna biografija nemške zgodovinarke Brigitte Hamann, ki pa je res prečesala arhive od Avstrije, Nemčije, Švice, pa še kje, Madžarske, in napisala to monumentalno biografijo, na kateri, bom rekel, vsi gradimo. In seveda, moj vidik, ali pa, bom rekel, tudi interes Cankarjeve založbe, da se torej ne odloči in naredi prevod ene izmed vseh teh silnih nemških knjig, je bil ta, da v teh nemških knjigah nimamo slovenskega pogleda na Sisi, oziroma nekih odgovorov na vprašanje, kako je Sisi gledala na Slovence in kako so Slovenci v času njenega življenja gledali na njo.